Dragi gledalke in gledalci, dobrodošli v srednji informativni oddaji VTV Magazin. Tokrat smo za vas pripravili naslednje prispevke. V novi ekonomsko-poslovni coni Trnovlje-Jug je mestna občina Celje na 2 javnih dražbah prodala vsa zemljišča. Največje zemljišče je kupil konzorcij 2 podjetij in župan Matija Kovač je v sredo z direktorjema obeh podpisal pogodbo o prodaji. Kot smo že poročali, je mestna občina Celje lani v sklopu projekta ureditev ekonomsko-poslovne cone Trnovlje-Jug zgradila cestno in komunalno infrastrukturo za podjetniško dejavnost mikro, malih in srednje velikih podjetij. Vrednost projekta je bila 1,8 milijona evrov, od tega bo občina prejela do 1,2 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. Nekaj manj kot 4400 kvadratnih metrov veliko zemljišče so letos prodali na prvi javni dražbi, na drugi dražbi pa še zemljišče veliko kar 26.695 kvadratnih metrov. Edini ponudnik zanj je bil konzorcij podjetij Dafra Kontakt Tehnologija iz Žalca in EKM iz Ajdovščine, ki pa že posluje tudi v Celju. Zemljišče je bilo prodano po izklicni ceni nekaj več kot 1,5 milijona evrov, kupec pa mora poravnati tudi davek. Kot je ob podpisu pogodbe o prodaji povedal župan Matija Kovač, gre za svoj vrsten mejnik na področju gospodarstva v občini, saj se v Celju že dolgo ni zgradila nova poslovna cona. Veseli smo, da sta na tem razpisu bili uspešni 2 tehnološki podjetji, ki izhajata iz lokalnega okolja, na tak način odgovarjata tudi na potrebe njihovih zaposlenih in verjamem, da je strnjen prostorski razvoj gospodarstva zelo pomemben tudi z vidika prihodnosti zagotavljanja kvalificiranih kadrov, ki se tako izobražujejo, kot delajo in živijo v lokalnem okolju. Mislim, da obe podjetji na te kriterije dobro odgovarjata in verjamem, da se boste na tej lokaciji tudi uspešno razvijali iz kadrovskega vidika v prihodnje. Proizvajamo drobne kovinske elemente za elektroindustrijo, za proizvajalce elektronik, za avtomobilsko industrijo in pa za sisteme hrambe moči, električne moči. To pomeni, da imamo dokaj razpršen prodajni portfelj. Naši kupci so pa predvsem tuja podjetja. Za širitev poslovnih prostorov so iskali prostor v poslovnih conah po vsej Savinjski dolini, saj v novi coni Arnovski Gostri niso uspeli dobiti zemljišča, so pa bili uspešni v Celju. Ta cona meni osebno lokacijsko je všeč, ker ima dostop do avtoceste brez, da bi bilo potrebno se ustavljati na kakšnem semaforiziranem križišču. To pomeni, da je logistično že v tem trenutku je dobro rešeno, ne? S tem pa, kolikor mi je bilo predstavljeno, ko se bo ta cona v letih razširila do konca, bo pa še narejena nova priključna cesta, mislim, da je bilo tako rečeno. Gre za moderno cono, ne? Hkrati je blizu mesta pa ravno prav daleč oddaljena, tako da to so bili glavni dejavniki. Mi se ukvarjamo s hladilno tehniko. Sedaj smo stacionirani v Ajdovščini, imamo pa tudi en del podjetja v Celju. Prostore najemamo in sedaj planiramo za nakupom tega zemljišča, da dejavnost centraliziramo na lokaciji Celja. Podjetje EKM ima trenutno 38 zaposlenih. Glavnino kadra imamo v Celju in tudi planiramo se še širiti na tem področju. Konzorcijska partnerja sta s pogodbo določila razdelitev zemljišča na obe podjetji. Je pa projekt ekonomsko-poslovne cone Trnovlje-Jug novost tudi z vidika upravljanja. Projekt je zastavljen še nekoliko širše, ukvarja se tudi z samim upravljanjem poslovne cone. Nedavno smo na to temo organizirali tudi konferenco Invest in Celje na Celjskem sejmu, kjer smo si zastavili nekatere cilje, ki bomo v prihodnje izpolnjevali, predvsem pri urejanju odnosov znotraj poslovne cone
cone v odnosu mesta kot upravitelja teh con in verjamem, da bomo s konferencami Invest in Celje tudi v prihodnje naslavljali in promovirali Celje kot okolje, v katerega je vredno investirati in ki je seveda investicijam prijazno. Ker je celotna cona Trnovlje-Jug zapolnjena, predvidevajo širitev cone prostora še za kakšnih 10 takšnih poslovnih con. Z občinskim prostorskim načrtom pa se na tem območju obeta še širitev, za katero bo potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt in sicer od obravnavanega območja proti vzhodu. V planu je tudi izvedba dodatne navezovalne ceste, obvozne ceste, ki bo že izgrajeno tako imenovano cesto A, ki napaja območje teh dveh novih podjetij, povezala s Trnoveljsko cesto, na tak način pomenila tudi obvoz iz središča Trnovelj, to pomeni Kulturniške ulice, razbremenitev tega prometa in možnost nadaljnega razvoja gospodarske cone Trnovlje-Jug. Ob tem je župan dodal, da je zanimanje gospodarstva za investicije na tem območju zelo veliko. Na pobudo županov in načelnikov občin slovenske in hrvaške strani meje je župan občine Podčetrtek Peter Misja v četrtek organiziral sestanek na temo revitalizacije železniške proge Imeno Kumrovec-Savski Marof. Sestanka so se udeležili tudi predstavniki hrvaškega ministrstva za infrastrukturo in hrvaških železnic. Na temo ponovne vzpostavitve prometa po železniški progi od Imena v občini Podčetrtek do hrvaškega Kumrovca in Savskega mosta so doslej pripravili že vrsto sestankov na različnih ravneh. Železniška proga Imeno Kumrovec-Savski Marof je bila namreč opuščena leta 2000, od takrat pa se zlasti v zagorskih občinah soočajo z odseljevanjem prebivalstva. Zdaj je Hrvaška to progo uvrstila med strateške projekte, zato je bila hrvaška delegacija na četrtkovem sestanku zelo močna. Poleg načelnikov obmejnih občin so se ga udeležili državni tajnik Ministrstva morja, prometa in infrastrukture Republike Hrvaške Žarko Tušek, načelnica sektorja za zadeve Evropske unije Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Ines Troha, predstavnica veleposlaništva Republike Hrvaške v Sloveniji Alenka Hudek, direktor sektorja za razvoj, pripravo in izvedbo investicij ter EU projektov hrvaških železnic infrastrukture Mirko Franović, ter med drugim tudi župan Krapinsko-Zagorske županije Željko Kolar in namestnik župana Zagrebške županije Damir Tomljanović. Slovensko stran je poleg županov Podčetrtka Petra Misje in Bistrice ob Sotli Franja Debelaka zastopal Igor Prinčič z Ministrstva za infrastrukturo. Vsi so se strinjali, da je revitalizacija železniške proge ključna za razvoj lokalnih skupnosti z obeh strani meje, vendar je pravno formalno še vedno problem slovensko-hrvaška meja, saj proga več kot 15krat prečka mejo. Vendar po mnenju načelnikov in županov to ne bi smel biti problem. Jaz sem v tej skupini že pravzaprav skozi od začetka. Borba občine Podčetrtek za revitalizacijo proge pravzaprav poteka že 25 let, pa še prej. Tudi treba še povedati, da smo se mi celo morali boriti tudi za ta odsek proge med Imenim in Stranjem, da je prišlo do obnove, da ta proga tudi teče. Za nas je izrednega pomena povezava z Zagrebom, pač milijonsko mesto, ki ima veliko ljudi in lahko rečem tudi ekonomska situacija, za katere drugi rečejo, da ni pač ekonomsko, za nas je ekonomsko. Dnevni gosti prihajajo lahko sem, tudi mi v Zagreb, pa tudi lahko rečem, da vsi kraji, ki so povezani z železniško infrastrukturo, rastejo na vseh področjih. Zaradi državne meje je eden ključnih akterjev pri reševanju te problematike Ministrstvo za zunanje zadeve. Danes smo dobili pismo z Ministrstva za zunanje zadeve, kjer govorijo tudi o problemih meje. Na to bomo prav gotovo tudi mi odgovorili, poskušali bomo dobiti tudi ustrezne sestanke. Jaz menim, da v 21. stoletju po ukinitvi vseh šengenskih problemov pravzaprav se ne bi smeli o tem pogovarjati. Je pa res, da če nekatere zadeve niso rešene, je prav, da se tudi razrešijo. V konkretnem primeru pa mislim, da je potrebno samo najti upravljavca te nove ali pa stare železniške proge in ne sme biti nekih posebnih težav. Tako da mi se bomo prav gotovo borili še naprej, da pride do obnove te proge. Z slovenske strani sigurno kot mejna občina bomo naredili, ali pa saj za sebe lahko povem, naredili vse, da se tudi te malenkosti dajo razrešiti. Jaz mislim, da z dobro voljo se da vse narediti, če se da dogovoriti. Je dejansko meja, je za, kot si Slovenija razlaga, je meja določena z arbitražnim sporazumom.
Pač Hrvaška tega ne sprejema, ampak to je dejstvo, s katerim se moramo mi v praksi spopasti, in če želimo ponovno to progo vzpostaviti, bomo morali nekako preko tega problema stopiti ali ga pa rešiti na drug način. Izjava, ki je dala naše zunanje ministrstvo, sicer jo nimam pravice komentirati, lahko pa povem, da jo jaz razumem tako, da ne pogojuje rešitev Piranskega zaliva in ne vem česa še vse celotne meje, ampak je izjava taka, ki pravi, da bi bilo problem lažje rešiti, če bi bila meja demarkirana, tako so oni to besedo uporabili. Pravzaprav niti meja, niti kataster, nič ne sme biti ovira, ker so to popolnoma druge zadeve. Torej proga, železniška proga, trasa je že narejena, je kupljena, torej najcenejša varianta, da se ta proga, ki je že umeščena v prostor, torej zaradi okoljevarstvenikov, za vse, je najenostavnejše to progo obnoviti. V Bistrici ob Sotli, torej v Kumrovec se ne da priti po železniški progi, brez da bi šli po Bistrici ob Sotli, ker je tako vedno bilo. In za nas je vitalnega pomena, da se ta proga obnovi, zato sem že 4. mandat župan in vedno to podpiram. Je pa res, da treba se dogovarjati na državni ravni. Torej, jaz sem danes slišal izgovorov, kako se ne da, ampak to je neumnost. Torej, če bo slovenske železnice in hrvaške železnice videle tukaj interes in če bodo države videle, ker ne gre za ekonomski interes, vsaj ne v prvi vrsti, gre za socialno razvojni projekt za nerazvita področja, ki pa bodo potem v naslednji fazi zanesljivo tudi ekonomsko upravičeni. Torej, zadeva je enostavna, mislim pa, da imamo na vrhu nekih, ali pa tako kot je rekel kolega Peter, v birokratskem aparatu neke ovire, ki jih ne znamo v glavah preseči. Mi tukaj v lokalnem okolju komplet urejujemo in znamo sodelovati preko meje, torej s tem nimamo težav. To su velike stvari za naš kraj. Naravno da je to pruga koja nam jako puno znači, koja bude sigurno kad će profunkcionirati ne samo uljepšati tu demografsku sliku, nego će pomoći gospodarstvu da se razvije, gospodarstvu, turizmu kojeg naš kraj njeguje i kojeg, recimo kad gledate sam Kumrovec, 200.000 ljudi posjeti godišnje, a možete se zamisliti da imamo kvalitetni prevoz koliko bi ljudi još mogli više doći u jedan od najpoznatijih sela na svijetu. Hrvaška stran je zdaj progo od Savskega Marofa do slovenske meje uvrstila med strateške projekte. Mi smo osigurali u proračunu Republike Hrvatske, zapravo osigurali smo kroz EIB-ov zajam koji je Vlada Republike Hrvatske potpisala prošle godine, da se za ovu dionicu pruge izradi projektni zadatak, a nakon toga da se krene u njezino projektiranje, kada će se vidjeti koje je najoptimalnije rješenje za tu prugu. Znači, ona je dio naših strateških prioriteta, ona je dio našeg kataloga ključnih projekata koji su sa pozicije revitalizacije željezničke infrastrukture definirani kroz taj EIB-ov zajam i ona će se u perspektivi sigurno u jednom ili drugom obliku graditi. Naravno, tu postoje određeni izazovi, prije svega izazovi granice, međudržavni izazovi koje treba, ja bih to rekao, iznivelirati, koje treba iskomunicirati prije nego počnu fizički građevinski radovi na toj dionici. Ali eto, u tom periodu od narednih godinu, 2 dana dok će se raditi ti projekti, te studije, to je vrijeme da se onda uključe i drugi resori, da se na neki način uz jedan, ja bih to rekao, blagi pritisak i lokalne zajednice, eventualno ti problemi riješi. Kot je povedal Mirko Franović iz Hrvaških železnic infrastrukture, bo razpis za izbor izvajalca priprave projektne naloge za celovito rekonstrukcijo tako imenovane Kumrovške proge, dolge približno 38 km, zaključen konec tega meseca. Glede prehajanja meje na hrvaških železnicah pravijo, da je rešitev sklenitev sporazuma. Nama je potrebno samo dopuštenje od Republike Slovenije ili od njihovih željeznica da mi u stvari radimo neke zahvate na području Republike Slovenije. Postoje sporazumi sa ostalim zemljama, gdje god je nekakav objekt, recimo imate prema Srbiji, imate prema Bosni, potpiše se sporazum međusobni o održavanju, odnosno upravljanju tim objektima, graničnim objektima, ajmo tako reći.
V zvezi s projektiranjem proge je župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak še poudaril, da želijo biti vključeni v postopek projektiranja, saj je na območju te občine kar nekaj nivojskih križanj, zato je potrebno zagotoviti varnost prebivalcem z obeh strani proge. Udeleženci so sestanek ocenili kot zelo konstruktiven. Predvsem pa je lahko rečem to pomembno, da so predstavniki hrvaških železnic povedali, da bodo začeli z projektno nalogo in potem s projektno dokumentacijo in tudi slišali ste, da verjetno je terminski plan do leta 2030. Tu se da marsikaj narediti in verjamem, da bo tudi do leta 2030 pripeljal vlak iz Zagreba v Imeno oziroma iz Imenega v Zagreb. 8. oktobra je požar 6-članski družini Skok iz Zagorja pri Ponikvi v občini Šentjur popolnoma uničil dom. Preverili smo, kako poteka sanacija. Požar je skupno gasilo kar 65 gasilcev z 10 vozili. Njihovo delo je bilo oteženo tudi zaradi zahtevnega terena. Zagorelo je v kurilnici, nato se je ogenj hitro razširil na ostrešje. To se je zgodilo zvečer, ko smo pač s možem pokončala, poštali smo, poopravljala. Opravljala smo še po večerji ali malenkost, pa smo pa hotela, da gremo pač k počitku. Prej smo si še htela pogledati za nazaj, tisto je bila dolih, ko je tako zemlja grd za tiste voda zalila tisto vas dol in smo se usedla pa gledala. Naenkrat slišimo malo ropota, tako da bi htela nekdo prijeti k nam, pa jaz rečem možu, mogoče hčerka ne more v hišo prijeti, da je mogoče kdo pomotoma zaklenil hišo. Takoj smo vstala, sicer je mož šel pred menoj in htel proti korilnici in je hotel odpreti vrata korilnice, na kar sem bila jaz tudi za njim in ko se je odprl vrata korilnice, se je Vojgi obrnil proti nama. Midva smo tudi šla z vrata, hitro sem potegnala nazaj, pa smo leteli ven iz hiše, tako da ko smo stopili ven, smo praktično videli, da je ostrešje že bil cel v Vojgi. Začela sem klicati 113. Tisti torek je bil res, bo stisnjen v spomin, ampak se bomo pobrali in bomo šli naprej. Delala sem 2 šihta tisti dan. Prišla sem zvečer, ko so že skoraj ukrotili ta ogenj. Prijem domov, vidim poln gasilcev. Vsi hitijo, da bi zaustavili ta ogenj. Nisem videla mamice, ne Adje, ne brateca, ne sestrice, kje so. Bila sem v šoku, nisem vedela kam, kaj. Videla sem veliko ljudi, vsak je hotel pomagati na vsak način. Ampak v redu je. Družina Skok se preživlja s kmetijstvom, ki predstavlja glavni vir dohodka, zato je bil takojšen odziv lokalne skupnosti ključen. Ker 60 glav živine, prašiči in kokoši potrebujejo redno oskrbo, možnost preselitve družine ni prišla v poštev. Hiša je tako uničena, da ni več primerna za bivanje in jo bo potrebno porušiti. Sosedje so skupaj z Rdečim križem takoj začeli z akcijo zbiranja sredstev, tako z osebnimi prošnjami kot z računi, preko katerih lahko prispevke nakaže tudi širša skupnost. Mi takoj, ko smo zvedeli, da je prišlo do tega požara, da je situacija taka in taka, je občinska zveza Šentjur pospešila akcijo prvih stvari, ki so jih potrebovali, potem pa smo se organizirali tako, da smo v krajevni skupnosti Ponikva vsa društva, vse organizacije, ki so, se pravi Karitas, Društvo prijateljev mladine, Rdeči križ in vsi, šli v akcijo, kako bi začeli zbirati tudi sredstva za ta družino. Pobuda tudi z strani župana je bila, da se vse zbira na enem računu, da se vse donacije, ki se bojo nakazovale, zbirajo na tem računu, ki bo objavljen, in pa da se potem sredstva iz tega računa tudi črpajo, ko se bo hiša začela graditi.
Tako da bi jaz na tem mestu pozvala tudi vse krajane, ki zbirajo tudi nekako mimo tega prosila, da naj se držijo tudi teh navodil, pa tudi smernice župana, da se vse zbira in da se denar res položi na ta račun, da se bo potem lahko koristil za družino. Potem so pa tudi take še akcije, kot je pomoč v obliki hrane, v obliki oblačil, v obliki pač kar družina trenutno potrebuje, tako bom rekla. Prvenstveno je bila pa naloga ta, da se dostavijo kontejnerji, kjer družina zdaj lahko biva. Nismo si mislili, da imamo toliko opore ob sebi, od sosedov, prijateljev, občine, Rdečega križa, vseh. Vsi nam stojijo ob strani, pomagajo, koliko se največ da. Tako da tudi otrokom v šoli, karkoli je, res smo presrečni lahko na tej podlagi. No? Družino Skok sosedje zelo cenijo, veljajo za skromne, delovne in poštene. In kaj trenutno najbolj potrebujejo? Ta trenutek pač nam je bil najbolj pomembno, da imamo človeka ob sebi, da nas bodrijo, da nas kličijo, rabite kaj, da nam lepo besedo dajo, da pravijo, da se bo vse zgorelo. To je največji, da nismo žalostni. No? Že od majhnega smo vsi bili eno za enega, vsi za enega. Tako da tu ni debate, res se imamo radi, strašno smo zdaj karkoli je, kak je vredi, je to, je ono, vse, smo pa vsi čutimo enako. Mi smo taka preprosta kmečka družina, tako sta nas naša dva starša vzgojila, to je že imamo v krvi od starih staršev, pač preprosta, ampak vse se z dobrim vrača, tako da bomo prišli do svoje sanjske hiške. Mama Simona, oče Cvetko in 4 otroci dobro poznajo skromno življenje. Družini Skok želijo v prihodnosti ljudje dobre volje pomagati zgraditi majhno hiško. Ker pa gre za velik finančni zalogaj, bo potrebna solidarnost širše skupnosti. Družina vam bo za vsakršno pomoč hvaležna. V galeriji Velenje je v četrtka na ogled intermedijska razstava z naslovom Konstruktivno naprej. Na ogled so izbrana umetniško-raziskovalna dela, ki odpirajo kritičen pogled na presečišče znanosti, umetnosti, tehnologije in družbe. Razstava Konstruktivno naprej ni klasična razstava. Na ogled je 5 del, ki v ospredje postavljajo tematiko sobivanja z nečloveškim. Razstava izhaja iz projekta KONS, platforma za sodobno raziskovalno umetnost, s katerim je Mladinski center Velenje zaključil v lanskem letu. Ta razstava ni v okviru enega projekta, ta razstava je posledica enega projekta. Ne? Se pravi, ta projekt je bil KONS, ki je trajal 4 leta. To je bila v bistvu kolaboracija večjih organizacij po različnih koncih Slovenije. In posledično smo se, rekli smo, da bomo po izteku projekta še vsaj 5 let podobne vsebine pač predstavljali. Ne? Razstava, ki jo sofinancira Ministrstvo za kulturo, odpira kritičen pogled na presečišče znanosti, umetnosti, tehnologije in družbe. Vsi ti projekti imajo v osnovi neko tehnološko ozadje, so pa prikazani z vidika umetnika. Se pravi, niso z vidika inženirja, ampak pač umetnika, kako on vidi, kako bi si on predstavljal recimo to vrstno zadevo v sedanjem okolju. Naprimer, instalacija z naslovom Duga. Duga v bistvu je, čisto po pravici povedano, zdaj ne vem, kako se to točno reče tem frekvencam. V glavnem, to je merjenje 4 različnih frekvenc zvoka, ki pač obstaja inštrument, ki je bil uporabljen tudi v Černobilu in je tam bil pač uporabljen zato, da so oni merili ta sevanja in pač frekvence, ki se pojavljajo. In na podlagi teh frekvenc ta zadeva meri, koliko je katera frekvenca prisotna in nihajka se premika k tistemu magnetu. Sicer pa so o svojih delih obiskovalcem odprtja razstave govorili avtorji sami. Ker smo imeli zelo kratek čas od takrat, ko smo pridobili razpis, pa do realizacije projekta, smo pač se obrnili bolj kot ne na eno to partnersko organizacijo iz projekta KONS in smo bolj kot ne vse projekte vzeli skozi njihov asortiman. In so pač gre za v bistvu nekaj slovenskih umetnikov, se pravi ta Doroteja Dolinšek, ona je v bistvu, mislim, okolice Kranja nekje, in tudi Efedi in Nastja Ambrožič.
Oni so Slovenci, gre za skupino umetnikov, ki se jim reče Where Dogs Run, ki so iz Rusije, oni so v bistvu prebežniki, ki so pač na nek način pobegli temu Putinovemu režimu. In oni delujejo kot skupina. In pa posebej ta Dmitrij, ki je pa v osnovi Vetol, ima rad nadnimek umetniški je Vetol. On je prav tako Rus in je na isti način prebegnil. In oni so zdaj trenutno na rezidenci Zavoda Kersnikova v Ljubljani. Kaj je torej glavno sporočilo razstave? Gre za, da se mogoče pokaže tudi drugačna vrsta umetnosti znotraj klasičnih razstavnih prostorov. Da ni vedno ponavadi so vse te razstave so po zidovih, zelo redko kdaj v prostoru. In tu smo hteli že prvo pokazati to, da ne rabiš nujno zidov za razstavo, ampak lahko daš zadevo v prostor. Hkrati pa, da obstaja tudi kaj več od klasične umetnosti, ki se uči v šoli. Da obstaja v bistvu možnost, da se učenec računalništva, če ga tudi umetnost na eni strani zanima, lahko loti umetniškega projekta, ki bo združeval in eno in drugo. Pa bo zaradi tehnologije izginila klasična umetnost? Vsekakor ne. V bistvu tega se ni zabati, se bolj zabati kakega AI ali pa česa tega, ali pa robotov, ki jih proizvajajo velike korporacije. Tako da načeloma ne. Ob razstavi so pripravili tudi spremljevalni program, med drugim po 24. oktobra predavanje o zunajzemeljskih enotah in 29. oktobra intermedijska delavnica za mladostnike in odrasle o šivanju elektronskih vezij. Razstava pa bo na ogled do 2. novembra. V Mestni galeriji Šoštanj je na ogled fotografska razstava del Dušana Dobnika. Ob prazniku Krajevne skupnosti Šoštanj se v Mestni galeriji Šoštanj s svojimi deli predstavlja Šoštanjčan Dušan Dobnik. Krajevna skupnost občine zagotovo je vesela, da je en takle krajan našega mesta končno bil pripravljen v razstavo oziroma v organizacijo razstave, ker vemo, da je gospa Milojka kar nekaj časa potrebovala, da ga je prepričala v tole čudovito razstavo, ki se zdaj odvija v tej galeriji. Mi smo ponosni na gospoda Dobnika zelo in sploh smo pa ponosni, da smo se lahko vključili v to razstavo ravno v času našega praznika, ki je bil 8. oktobra in še nekako smo še vedno vpeti v naš praznik krajevne skupnosti, tako da velika čast nam je, da imamo danes to razstavo končno od gospoda Dobnika tudi v našem kraju. Dušana Dobnika videvamo po mestu in okolici vsak dan. Obvezno je njegov spremljevalec fotografski aparat. Takle bom rekel, jaz nisem nikoli želel se takle izpostavljati in to delo, sicer so moja slika, ampak je to delo Milojke. Ona je me pripravila do tega, da sem šel v to razstavo. Drugače pa fotografije so moja komunikacija s svetom. Vsak trenutek zajet s fotografijo je pač nek dogodek, neki ljudje, neke živali, moje okolje življenjsko, kjer živim od rojstva. Nikoli nisem pač bil tak navdušen fotograf, kot sem pa zdaj. Razstave Dušan Dobnik ni načrtoval, je pa zasnovana tako, kot se avtor predstavlja širši javnosti preko družbenih omrežij. Zdaj me dosti ljudi že kliče, da pridem slikat. Nekaj se jih pa udeležim sam, ko vidim, da se kaj dogaja. Dušan je na terenu vsak dan in vse povsod, zato je tudi dnevnih objav veliko. Na Zavodu za kulturo Šoštanj so naredili izbor objav glede na datum, ko praznuje krajevna skupnost Šoštanj in glede na datum, ko praznuje Dušan svoj osebni praznik. Ja, Dušana Dobnika sem pravzaprav spoznala že pred leti, seveda, ker je Šoštanjčan in ker se ga videvala na naših ulicah. Najbolj sem ga pa potem začela spoznavati, ko je začel objavljati fotografije na družbenem omrežju. Potem sem tako v pogovoru s prijatelji tudi izvedela, da je živel na Cankarjevi, da ima rad zgodovino, dostikrat je objavil tudi kakšne stare fotografije od svojega očeta, ki se je tudi ukvarjal s fotografijo.
In predvsem sem mu hvaležna, ker velikokrat pokrije tudi naše dogodke, torej dogodke Zavoda za kulturo, verodostojno objavi in seveda najbolj, ker tudi sama rimam oziroma pesnim, me je pa nagovorilo to njegovo spogledovanje s poezijo, kajti ob fotografijah, ki jih objavlja na družbenem omrežju, zmeraj zapiše kakšno rimo. In ponavadi se mu po sreči in celo s kako metaforo nagovori tiste, ki pač se sprehajajo po njegovih fotografijah, si ogledujejo njegove fotografije. In nekako skozi vsa ta leta, kar on objavlja, sem jaz ugotovila, da dejansko, če kaj rabim, zvedeti, kdaj se je kaj dogajalo in kdo je bil tam, jaz grem samo na njegov profil, grem lepo med filtre in najdem. Kako je sestavljena ta razstava? Je bila težka odločitev, kaj pokazati? Ja, to pa res. In najbrž sem naredila krivico mnogim fotografijam, ki jih Dušan objavlja, ampak enostavno, jaz sem Dušana že najmanj 3 leta nagovarjala, da bi naredila eno razstavo in ga prosila, da naredi izbor fotografij in tega, in potem je rekel, pa tega imam jaz toliko, jaz tega enostavno ne morem. Ampak letos sem pa rekla nič, vzela sem si čas dejansko en teden in sem se osredotočila, ponudila se mi je možnost, da bo razstava v oktobru, ponudila se mi je možnost, da nekako s tem tudi obeležimo praznik krajevne skupnosti Šoštanj, ki praznuje v oktobru, torej 8. In da nekako tudi Dušanu tole priredimo. Dušan ima pa rojstni dan 12. decembra, 12.12. In pri vseh teh njegovih objavah sem enostavno se morala na nekaj osredotočiti, torej sem se osredotočila na praznik krajevne skupnosti in na njegov osebni praznik in pa objave, ki se tičejo Šoštanja. In to je bilo to in iz teh objav sem potem pač izbrala nekaj fotografij, se pravim, po vsej verjetnosti sem mnogim fotografijam naredila krivico, ampak izbor je tak, kakršen je in mislim, da tisti, ki bodo pogledali tele njegove fotografije, bojo videli, da dejansko Dušan fotografira od narave do objektov, dogodkov, ljudi in da dejansko se skozi njegove fotografije ustvarja ena taka kronologija časa, prostora in ljudi tule v Šoštanju. Na Dušana Dobnika so v Šoštanju zelo ponosni. Dušan Dobnik, tako kot je bilo včasih Jermanovo oko, je Dušan Dobnik naše šoštansko oko. In zelo smo ponosni nanj, res bom rekla tako ljubiteljsko, kot se je on lotil fotografiranja, bom rekla ob stopu v pokoj še malo bolj. Super in podpiramo in veseli njegovih izdelkov in njegovih, bom rekla, takih pikrih, včasih takih sladkih, bombončkastih izjav, ki jih napiše zraven. Duhovit, na prijazen način in pa opozori nas in hkrati razveseli s svojimi dnevnimi izjavami in fotografijami. Čas objav je postavljen od oktobra lani do oktobra letos. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, to je bilo vse v tokratnem VTV magazinu. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.